Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta iz 20. seje. Poročilo o izvrševanju sklepov 19. redne seje. Bojana Verdinek podala je pobudo, da se terenski ogled poplavnih sanacij za svetnike pravočasno napove in svetnike o načrtovanem ogledu seznani po elektronski pošti. Odgovor. Pobudo bomo upoštevali. Občina Ravne na Koroškem se strinja, da je pravočasna seznanitev članov občinskega sveta pomembna za učinkovito spremljanje izvedbe sanacijskih del, zato bo pri vseh prihodnjih terenskih ogledih poskrbljeno, da bodo svetniki o terminu in programu ogleda pravočasno obveščeni po elektronski pošti. 7. Potrditev investicijske dokumentacije, poplave 2023 in neurja 2024. 7 in 10 minut novelacija DIP sanacija LK 350.151 Malgajeva ulica, IT 1446543. Metka Pešl-Šater. Pred pričetkom sanacije prosi za bolj podrobne načrte in skice trenutnega stanja za lažjo primerjavo. Vprašala je tudi glede parkirišč in sicer ali parkirišča pri zadrugi odpadejo. Odgovor. Občina Ravne na Koroškem bo pred začetkom sanacijskih del svetnikom in zainteresirani javnosti predstavila podrobnejše načrte in grafične prikaze obstoječega ter načrtovanega stanja, s čimer bo omogočena jasnejša primerjava in boljše razumevanje posegov. To pomeni, da bo prišlo do sprememb prometne ureditve in posledično tudi do sprememb obstoječih parkirišč. Končna ureditev parkirišč bo določena v okviru projektne dokumentacije in ob usklajevanju z investitorjem ter deležniki, cilj pa je zagotoviti varno prometno ureditev. Pobude in vprašanja. Vprašanje pobuda 2226-143. Franc Breznik. Pri projektantu naj se preveri možnost, da se iz smeri Strojinske reke ter Malgajeve ulice postavi dodatna tabla oziroma puščica, ki omogoča prosto zavijanje v desno v primeru proste ceste, kar bi zagotovilo boljšo pretočnost prometa. Odgovor. Predlog je bil že pred sejo podan s strani strokovnih služb občine Ravne na Koroškem. Boris Štriker. Vprašanje pobuda številka 1. Kako daleč je v Kotljah načrtovanje več stanovanjskih stavb? Odgovor. Postopek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta v Kotljah je v začetni fazi, sprejet je bil sklep po začetku postopka, izdelana so bila izhodišča, na katera smo pridobili smernice nosilcev urejanja prostora. Gradivo se trenutno še usklajuje z nosilci urejanja prostora. Ko bo gradivo usklajeno oziroma izdelan osnutek, bo poslan v prvo mnenje nosilcem urejanja prostora, na podlagi prejetih mnenj se osnutek akta nato dopolni in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času je predvidena obravnava dopolnjenega osnutka tudi na občinskem svetu. Po javni razgrnitvi sledi priprava stališč na pripombe iz javne razgrnitve ter izdelava predloga akta. Po prejetih drugih mnenjih sledi obravnava na občinskem svetu in po sprejemu se lahko akt objavi v uradnem glasilu. Vprašanje pobuda številka 2. Med večnamensko dvorano in bloki imajo stanovalci eno klopco in mizo, ki sta že v zelo slabem stanju. Ali ju je možno sanirati? Odgovor. Klopi so stanovalci postavili sami, zato jih občina ne vzdržuje. KS Kotlje bo iz sredstev participativnega proračuna za leto 2025 postavila klop na lokaciji večnamenske dvorane Kotlje. Vprašanje pobuda 2226-144. Nevenka Šimenc. Vprašanje pobuda številka 1. Bliža se sezona ogrevanja. Opozorila je na visoke poračune, ki so jih že prejeli nekateri občani ob suhi. Želeli so preveriti podatke pri pristojnih službah, vendar niso bili uspešni. Pristojne službe jih pošiljajo od ene službe do druge, informacij ne dobijo. Na koga na občinski upravi se lahko obrnejo, da bodo pomagali občanom priti do željenih informacij? Odgovor. Koncesionar je po ZOC dolžan zagotavljati preglednost cen ter pojasnjevati njihovo strukturo in spremembe. Občina Ravne na Koroškem kot koncedent pa ima pravico zahtevati pojasnila in nadzorovati izvajanje koncesije. Občani se za dodatne informacije in pojasnila lahko obrnejo na Marka Pongraca, zaposlenega na občini Ravne na Koroškem. Vprašanje pobuda številka 2. Kaj se dogaja glede stavbe na Janečah, ki jo je kupilo Društvo muslimanov Koroške? Se načrtuje kakšen sestanek s predstavniki ČSE Dobja vas in občani naselja Janeče? Odgovor.
Sestanek je z Društvom muslimanov Koroške je bil opravljen v začetku novembra. Na sestanku so bili predstavniki društva s strani občine opozorjeni na pomembnost skladnosti z zakonodajo, tako kar se tiče posegov na objektu kot samega delovanja in aktivnosti društva v objektu. S strani predstavnikov društva je bilo dano zagotovilo, da nameravana uporaba objekta ne bo v nasprotju z veljavno zakonodajo in ne bo moteča za okolico. Vprašanje pobuda številka 3. Kako je z načrtovanjem novogradenj nad naseljem Dobji dvor? Odgovor. Za Dobji dvor je bil že pred leti prejet občinski podrobni prostorski načrt OPPN. Investitor lastnik vse do sedaj še ni pridobil gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev. Komunalna ureditev, ki je pogoj za začetek postopka pridobivanja gradbenih dovoljenj za posamezne investitorje, torej še ni izvedena. Od lastnikov zemljišč, 3 so lastniki, nimamo informacij, pred časom smo na spletu zasledili, da je bil idealen delež nepremičnin tudi na prodaj. Vprašanje pobuda 226145. Bojana Verdinek. Vprašanje pobuda številka 1. Na 18. seji je občinski svet obravnaval in potrdil dokumentacijo za zazidavo Čečovje jug, kjer bi bile stanovanjske hiše namenjene predvsem mladim družinam. Ali se bo uredila tudi cesta, pločnik in razsvetljava na tem območju? Odgovor. Rekonstrukcija lokalne ceste LC 350 Ravne na Vrški Vrh ni predmet tega projekta in bo posebej obdelana v ločeni projektni dokumentaciji. Vprašanje pobuda številka 2. Občani dajejo pobudo, da se v prihodnje gradnje dvigal v več stanovanjskih objektih gradijo z boljšimi rešitvami, ne tako kot se sedaj gradi ob suhi. Poiščejo naj se rešitve znotraj stavb oziroma na način, da se ne kazi podobe mesta ter poslabša kakovost življenja tamkajšnjih stanovalcev. Odgovor. Gradnja ob suhi ni bila investicija občine, temveč investicija lastnika, to je stanovanjskega podjetja Ravne. Dokumentacijo in izvedbo naroča plača investitor lastnik objekta, potrebnost nujnost izvedbe dvigala glede na število nadstropij pa predpisuje državna zakonodaja oziroma predpisi. Etažni lastniki sicer odločajo o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja več stanovanjske stavbe, s soglasjem več kakor 3/4 etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže. V skladu z zapisanim se vgradnja dvigala lahko izvrši tudi brez soglasja lastnikov vseh stanovanj, čeprav presega redno upravljanje. Nekatere občine vgradnjo dvigal v starejših več stanovanjskih objektih v zadnjem času tudi delno financirajo, za kar pa bi bilo potrebno zagotoviti denar v proračunu ali najti kak drug vir financiranja. Občina sicer v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja sodeluje in izda mnenje o skladnosti z občinskim prostorskim načrtom OPN, a za vsakim projektom stoji strokovnjak projektant z ustrezno licenco. Mnenj o tem, kaj je lepo in kaj ni, je prav toliko, kot je različnih ljudi, na to vprašanje žal ni enoznačnega odgovora. Vprašanje pobuda številka 3. V proračun 2026 naj se umesti sanacija ceste v Podgori, ki vodi do vodohrana, katero je ob vsakokratnem nalivu potrebno sanirati. Odgovor. Občina Ravne na Koroškem se zaveda pomembnosti dostopnosti do vodoskrbne infrastrukture, vendar je potrebno opozoriti, da gre za gozdno cesto, katere upravljalec po 37. členu zakona o gozdovih, uradni list RS, številka 3093 sprem, ni občina, temveč Zavod za gozdove Slovenije, ZGS. Zakon določa, da so gozdne ceste namenjene gospodarjenju z gozdovi, njihovo gradnjo, vzdrževanje in upravljanje pa vodi in nadzoruje ZGS. Pobudo bomo posredovali pristojnemu Zavodu za gozdove Slovenije, ki je odgovoren za to področje. Hkrati opozarjamo, da so bile sanacije gozdnih cest, ki so potekale v letih 2024 in 2025, posledica poplav 4. avgusta 2023 in so bile izvedene v okviru državnega programa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MKGP. V ta program je ZGS predlagal seznam gozdnih cest za sanacijo, kar je bilo v okviru programa tudi izvedeno. Poleg tega ima občina Ravne na Koroškem v svoji pristojnosti številne kilometre lokalnih in javnih poti, ki so v slabem stanju in katerih sanacija predstavlja nujno prednostno nalogo. Občina pa bo v dialogu z ZGS skušala poiskati možnosti za rešitve, ki bi dolgoročno zagotovile boljše vzdrževanje tudi predmetne ceste v Podgori. Vprašanje pobuda številka 4.
Opozorila je na hotulko, od rimskega vrelca do cerkve, v kateri je ogromno mulja, ki se širi. Gre za velike zelene površine. Prosi, da odgovorni izvedejo pregled in zadevo počistijo. Odgovor VGP Drava. V potoku Hotulka, ne gre za mulj, temveč za pojav alg, ki se pojavljajo tudi v zgornjem toku, nad kmetijo Kovač. Na to temo smo bili v kontaktu tudi s predstavnico medobčinskega inšpekcijskega nadzora. Gre za naravni pojav, ki ga v okviru rednih vzdrževalnih del ni mogoče odpravljati. Smiselno pa je ozaveščanje pri obalnih lastnikov o prepovedi odlaganja organskih in drugih odpadkov ter opozarjanje na morebitne neustrezne iztoke odpadnih vod v potok. Vprašanje pobuda številka 5. Ob Hotulji se razraščajo tudi invazivke, od rimskega vrelca do cerkve, ki bi jih bilo nujno potrebno odstraniti. Odgovor VGP Drava. Vzdolž struge se pojavlja japonski dresnik. V okviru zakonskih obveznosti koncesionar odstranjuje zgolj ambrozijo, medtem ko odstranjevanje drugih invazivnih vrst v sklopu gospodarske javne službe urejanja voda na odseku ni predvidena. Vprašanje pobuda 22261446. Sabina Ranc. Podala je pobudo, da se na več mestih v občini postavijo zabojniki za e-odpadke za odlaganje električne in elektronske opreme. V Slovenj Gradec imajo tovrsten zabojnik postavljen na 2 mestih in se ga občani zelo poslužujejo. Odgovor. V občini je občanom že omogočeno brezplačno odlaganje odpadne električne in elektronske opreme, OEEO, na zbirnem centru v Dobi vasi ter pri pooblaščenem zbiralcu, podjetju Surovina. Obe lokaciji sta urejeni v skladu z veljavno zakonodajo in omogočata nadzorovano zbiranje ter ustrezno nadaljnjo obdelavo tovrstnih odpadkov, kar je ključnega pomena za preprečevanje negativnih vplivov na okolje in varovanje zdravja prebivalcev. Občina ni naklonjena postavitvi dodatnih kontejnerjev za zbiranje OEEO, saj ta vrsta odpadkov pogosto vsebuje nevarne snovi, na primer težke kovine, hladilna sredstva itd., zaradi česar mora biti njihovo zbiranje izvedeno pod nadzorovanimi pogoji. Nenadzorovana zbirna mesta bi lahko pomenila povečano okoljsko tveganje ter možnost neustreznega ravnanja z odpadki. Poleg tega imamo v občini že sedaj negativne izkušnje z nepravilnim odlaganjem odpadkov na ekoloških otokih. Obstaja upravičena zaskrbljenost, da bi dodatna postavitev kontejnerjev za OEEO le še poslabšala stanje na terenu in prispevala k povečanju nepravilnega odlaganja različnih frakcij. Vprašanje pobuda 22261447. Darja Javornik. Vprašanje pobuda številka 1. Prosila je za pojasnilo, ali se je občanom v času po poplavah dalj časa zaračunavala storitev čiščenja odpadnih voda, čistilna naprava pa takrat nekaj časa ni obratovala. Podjetje namreč storitve ne bi smelo zaračunavati za obdobje, v katerem se leta ni izvajala, če tudi gre za obvezno gospodarsko javno službo, kot je čiščenje komunalne odpadne vode. Ukolikor je bila storitev neupravičeno zaračunana, imajo občani pravico do povračila. Odgovor. Občanom, priključenim na čistilno napravo, če ne, se v mesecu avgustu 2023 ni obračunala postavka čiščenje komunalne odpadne vode cena storitve. Zaradi posledic avgustovskih poplav čemne v tem času ni obratovala, zato se storitev čiščenja ni zaračunala. Na pobudo vodstva podjetja je nadzorni svet JKP Ravne predlagal, da se za mesec avgust storitev čiščenja ne zaračuna. Predlog pa je potrdil tudi občinski svet občine Ravne na Koroškem. V mesecu septembru 2023 je čistilna naprava ponovno začela obratovati, ter od takrat naprej deluje neprekinjeno. Vprašanje pobuda številka 2. SDS Ravne zahteva, da nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem preveri storitev čiščenja odpadne vode v času poplav do vzpostavitve ponovnega čiščenja odpadnih vod ter poroča občinskemu svetu. Odgovor. Nadzornemu odboru občine Ravne na Koroškem smo posredovali pobudo članice občinskega sveta. Vprašanje pobuda 22261448. Damjan Zich. Kako je z vzpostavitvijo novih enotnih ekoloških otokov v naseljih Javornik in Čečovje? Odgovor. Za naselje Javornik že imamo izdelan načrt lokacij. Dne 9. julij 2025 smo imeli na občini sestanek z direktorjem podjetja Kokerot d.o.o., kateri nam je predstavil časovnico uvedbe projekta skupnih zbiralnic odpadkov. Od nabave vozila in posod vse do izvedbe.
Časovni okvir uresničitve projekta je okoli 2 leti. Na sestanku je predlagal, da vključimo v projekt tudi območje Čečovja. Torej potrebno bo preučiti lokacije postavitve novih zbiralnic skupaj s podjetjem Kokerod na način, kot je bil preučen na območju Javornika. Odgovore zbrala Darja Čepin, višja svetovalka 1. Pregledala magister Vlasta Kupljen, direktorica občinske uprave.